To je Radio 1 podcast. Zelo sem vesela, ker k meni pride bend, ki je lani praznoval 30-letnico obstoja, letos pa napovedujejo mega žurko za vse nas, in sicer v Media Centru novembra. Zidrije so, pravijo, da jih pri mladosti ohranja tudi živo srebro, predvsem pa dober punk rock. Z mano so Zablojena generacija. Že nekaj časa razmišljam, kako sem jaz v bistvu privilegirana, ker lahko na temu rdečemu kavču se pogovarjam z ljudmi, ob katerih sem odraščala, se pravi o poslušanju njihove glasbe, sem lepila njihove posterje, sem hodila na koncerte, sem se drla tudi v prvi vrsti, tako da so me kdaj probili na ograjo in te scene. In danes imam še en tak obisk, katerega sem zelo, zelo vesela in hkrati tudi kar malo počaščena, da ste lahko prišli, in tukaj so Zablojena generacija. Živijo. Kako sta usklajena, sinhrono, lepo. Na 3-4. Na 3-4. Hvala, ker sta prišla še enkrat. Kako sta? Je bila dolga pot? Hvala tebi za povabilo. Z veseljem. Pot je pač iz Idrije v Ljubljano, je pač vsaki čista. To pomeni, da je slabo polovinkasta. urco, če je prav, in si tukaj. Kaj pa nazaj? Zdaj v teh poletnih mesecih že. Pustimo se presenetiti. Ja, ne? Ja. Kako že vi reče, ste v okovo ovinka? A sem prav rekel? Akula venka. Akulo ovinka. To je ful težko, ampak ne? Vaš naglas je nekaj posebnega, ne? In ga tudi malo maste v besedilih, kaj pa sem, oziroma v... Fajn je, da je prisoten, da se ve, od kje izhajamo, pač iz enega rudarskega mesta, ki ima tradicijo na vseh področjih, tudi v Muski, v končni fazi iz 80-ih let skuzli na čelu. V 90-ih letih smo se mi pridružili zraven, tako da, ja. To, če se trudimo skriti, vedno udari ven. To tudi ful je lepo slišati. Ampak, ko smo začeli z Idrijo, ne? Kaj vam je res dala Idrija? To je eno posebno območje v bistvu, ne? Tam okrog, kar je prišla v ospredje tudi punk muzika, no? Že s kuzlami, tako, ko si Primož omenil, ne? Ja, po moje, živo srebro. Viš, da je to? Čudeže. No, imate še kaj drugega, ne, v Idriji? Rudnik, industrija, tu verjetno je definiralo folk tam zaprtost med tiste hreče. To, tam bi rekel... In po drugi strani, v bistvu, zelo čudovita narava. V poletnih mesecih Idrija oživi. Kaj pa ljudje? A ste bolj zaprti zaradi okolice ali ne? A vas lahko recimo malo primerjamo s Trbovljami? Primer. Mislim, zdaj jaz, bi rekel, ljudi iz Trbovl ne poznam lih dosti, ampak verjetno, da je neka povezava, ker so konci zelo podobni. Tudi tradicija je zelo podobna. Po svoje smo zaprti, ko se pa odpremo, nas pa ni zastaviti. Ok, to se sliši kot en tak izziv. Bomo videli, kako se bo obneslo. Punk, ne? En dober quote sem prebrala zdaj pred dnevi ni v bistvu quote, je bil opis. In sicer, punk is whatever makes you happy that irritates people who are used to having total control. Se pravi, če nekako na hitro prevedemo, punk je karkoli te razveseljuje, te osrečuje in hkrati v bistvu iritira tiste ljudi, ki so navajeni imeti vse pod kontrolo. A bi to bilo nekako opis punka po vaše ali ne? Bi kar dosti dobro zadelo, ja. Meni je tudi še en drug všeč bel. Punk means thinking for yourself. Pač misliti svojo glavo, da to je punk. Tako da se pokriva s tvojim citatom, ja. Okay. Predvsem je pa naša definicija punka, oziroma kukarkoli temu rečeš, kot Zablojena generacija, se pravi ustvarjati nek pozitiven hrup, in pri tem se imeti zelo fajn in uživati. Vsakeč, ko gremo na oder, dansko je to, je po glavi zase, se pravi, probamo biti 100%. Eno dobro serijo sem pogledala, ne vem, mogoče ste tudi zasledila, ki je v bistvu naslov je sam punk in mislim, da je režiser Iggy Pop, se pravi, da je on tako, ampak res, se pravi, od začetkov pa do današnjih bendov, ne vem, a veš, pa ki niso niti več toliko današnji, ala Green Day in tako naprej. In je zelo v spredju točno to, ne, biti samosvoj, razmišljati svojo glasbo in biti ful kreativen. To recimo so tudi poudarili. Se pravi, da ni samo muzika, ampak je ena cela mentaliteta, way of living, no, v bistvu, ne. Ja, tudi ti bendi, sploh punk, ki so začeli, so vse sami naredili, to je bil tiste lampo, ko bi rekel tudi... Ja, do it marker yourself. punka, ja, do it yourself, ja. Od grafike do vsega, da so pač probo svoje
muska snemati, svoje studio postaviti kakorkoli. Je mogoče nas tudi to dela drugačne od kakšnega drugega benda na tem področju, ker res pač smo iz Idrije, smo zaprti v eno kotlino in kar se tiče preko nekega ustvarjalnega momenta, smo dost nezaupljivi do okolice. Ne? Se pravi, da očitno pač na ta način se tudi preko nekega gradil skozi leta ta naš sound in da smo danes to, kar smo. Ne? A se vam zdi, da če ne bi živela in odraščala pač v Idriji, da bi bilo drugače? A? Ker ima to preteklost Idrija, ne? To zgodovino, ki te v bistvu na nek način, že ko se rodiš, porine vanjo, ne? V bistvu težko rečem, bi bilo kaj drugače. Drugače bi itak bilo, kaj bi bilo v drugem okolju, drugi ljudje. Zdaj, če na nas res dansko res to kupljivo, ok, do ne mere sigurno, mogoče, pa se tega niti ne zavedamo, ker je dansko vse instinktivno narejeno. Ne? Ja. Kako to, da nikoli niste šli ven? A ste poskušali, mislim iz Idrije, da bi se odselili, ali je toliko globoko v vas? Lizare te govorim zaprtosti pa vsega tega, veš? Ne, Idrija je ful skoncentrirana, ne? In dansko imaš na kratki razdalji zelo veliko stvari. To smo mi doživeli, rečemo, ko smo bili v Murski Soboti, ker so razdalje daljše in dansko peš tam težko nekaj dosežeš. V Idriji pa dansko v koliko času, pol ure lahko obredeš vse lokacije. Tak. Lahko smo daj siti Idrije, ampak če rimo strani, pa pogrešamo. Ja, pa skozi Idrije teče reka. Ja, 15 seštanti. Ja. Navajeni smo živeti po vodi, kakor moče nekdo kaj z obale, pa mu pač morje daje neko varnost. Pa isto je za nas ta reka Idrijca, sploh v poletnem času, pač so lepi spomini, bo rekel, na mladost, na tiste preživete ure v naravi, družine s prijatelji. To je to. V bistvu smo vsi, še ta generacija, ki na srečo ni bilo telefonov oziroma so prišli kasneje in je bilo točno to, kar zdaj opisujete. Pa tako, če se malo spomnite, kako je bilo, kaj bi še dodala k odraščanju oziroma kje je nastopila muzika, kdaj se je pojavila in kako vas je pol odneslo, da ste se sformirali v band? V bistvu se je začelo zelo zgodaj, se pravi konec osnovne šole, začetek srednje šole, tam nekje. Se pravi, to je bilo, ja, ali pa zdaj 94, smo bili že proti koncu. Se pravi, takrat je nastala uradno zablojena generacija. Ne? Predtem smo dansko igrali v nekih drugih zasedbah, ampak praktično ista postava, oziroma pod drugim imenom. Kako se spomnim se lih tega, kar smo zdaj govorili, se pravi poletja, se pravi na eni strani tista narava, kopanje, družine s prijatelji, na drugi strani pa en fokus, ko smo očitno takrat imeli, ker smo prešli z kopališča, da smo zavili v plat za vaje, se pravi to je bilo pri Hansonu pa Ramonu v kleti njunih starih staršev, ki sta imela vsak dan dnevnik ob 7 do konca, mi smo spod povadila, ne? Ni bil noben problem, se ni noben pritožil. Ne, začuda ne. Očetno se dosti urili v band. Ok, Ramonsi, ne? To je bil verjetno tisti ključen band, dajmo reči, poleg verjetno Kuzelj še, pa ni to pa še Mrskoga, ampak je še zmeri konc koncev, imaš gor Ramonse. Kje ste se spoznali z njimi? Kdo je imel plate prvi? Jaz ni tako dosti starejši brata, in od teh je tak Ramon. Jaz sem prek njih dobil Ramonse dol do sebe in tako preko ni bilo variante, da jim ubežim. In to me je nekako definiralo, ta zvok, ta način razmišljanja in komponiranja glasbe in to se me je zapeklo, tako da karkoli zdaj delam, nekako je še skus. Mislim, da je to former moj od spodi, se Ramonsi. Ja, ta enostavnost, ta melodičnost. Imidž, recimo meni osebno njihov imidž je zelo fascinanten. Zdaj bi, če primeraš Sex Pistols, se ni toliko punk, ne? Kakor imajo stereotipne predstave o punku, ampak cela ta drža, pa attitude, ne? Ko smo se prej pogovarjali o tem, to pa je, ne? In kako so starši pol doma sprejeli, da punk bojo špilali mulci? Mislim, da se v tistem času starši dosti manj ukvarjali z otroki. So pustili, da ste pač, da ste bili v tem, kar ste bili in to je to? Ja. Pa ja, Ramonsi so dansko res tako po svoje enostavni. Se pravi, da je en mulc, ki zna 3 akorde ali pa še 3 akordov ne, jih hitro dansko
naštudiraš in imaš dansko polen občutek, da si nekaj dosegel. In z tega pol smo mi začeli skajati, da smo pol, to so bili tisti osnovi, se pravi, mi smo začutili kot band, se pravi, da je bobn dela, da je bas dela, kitara dela in da se da to uživo zaigrati, ne. Nekaj glede 3 akordov, ki sta jih mi vrgla že pod nos. A sta kdaj imela občutek, da vas mogoče malo podcenjujejo, lih zaradi tega, ker pač punk, vsi reče, punk 3 akordi, pa gremo, ne? Pa s tem mi nimamo problemov, pač itak, da se dogaja, da pač, nekdo gleda na to, kar počnemo. Govorim na splošno. Ampak smo se tudi s takimi očitki sigurno v preteklosti soočili, ampak jebeš pač. Mogoče, če je punk bil skozi gledan zviška na to, mislim, da od 90-ih, kaj je prodrl mainstream, po moje ni problemno, za vsaka se najde prostor in če kešni iz druge glasbene smeri gledati rač na tebe, mislim, zviška, njegov problem, ne tvoj. Ja, mu pokažeš pa sredinco. Jaz sem zdaj pač citiral Bobnarja Igorja, par dni nazaj, ki je bil rekel en tak, v narekovajih, rekel en tak joke na Facebooku, in rekel pač za nas, ko je naša muska, oziroma ko je jazz muska, vse, kar je več, kot 3 akorde, je za nas jazz. Dobra. Če se sama vrnem nazaj v te mladost, otroštvo in tako naprej, kaj je bila takrat, kakšna scena je bila razvita pri vas? Kam se je hodilo? Kje ste hodili, ne vem, žurat, kam, kaj ste poslušali? Dobar, v živo govorim. Takrat, ko smo se mi lotevali, dejansko je bil en tak prazen prostor. Se pravi, una generacija skuzli so se poslavljali, oziroma so se tisti prostori, pa rekel način druženja ga ni bilo več, ker osamosvojitev je prineslo, rekel, neke druge standarde oziroma neke druge načine pogleda na vse skupaj. Mi smo bili pa una generacija, ki dejansko tudi polet, ko smo mi hodili na morje, ni bilo nič. Hrvaška je bila takrat še v vojni, do leta 96. Se pravi, plaže so bile prazne, ni bilo družene mladine. Mi smo pač bili prekrajšeni za te momente v bližnji soseščini. In isto je bilo dejansko v domačem kraju, je bil en tak vakum se je naredil, ker ni bilo niti placa za se pokazati. Tukaj je pokojni Ivan Sedej, društvo Ad hoc, če se prav spomnim, so takrat ene taki zametki so bili, se pravi, da smo mi dobili kot zablujena generacija na tako priložnost, da smo se prvič lahko pokazali pa predstavili v domačem kraju, se pravi v Idriji. In dejansko bila je tudi neka naveza z MKC v Koprom, se pravi s pokojnim Breclom. Ja. Kar nam je tudi dal v bistvu tiste prve možnosti za nastopanje. Kaj bo bil odprt za alternativo nasploh, ne? Se tako enkrat, če se prav spomnim, so se začeli pa v bistvu tudi klubi vzpostavljati, vsak je vas praktično iz zadružnih domov in nastal kakšen klub, ki je to trajalo kakšno 10 let, 15 let, pa je pa tudi testo šlo, ampak točno o temu nazadnje smo se pogovarjali Šankrokine, da v bistvu koliko je bila takrat scena, da je res, tudi jaz se tega spomnim, vsaka vas je imela vsaj en klub in se je dogajalo praktično vsak vikend je nekdo bil, ne. Tako da to se je pa pol se skupaj malo umirilo oziroma zaprlo, ne. Ja, pa čas je malo, mislim, da je tudi generacija menala, pa tudi stil pol je malo prešlo tisto iz teh zadružnih domov bel v veselice in pač vse. Evolucija, kako bi temu rekel. Ja, potem pa šlo to v spredje. Sploh ne vem, zakaj je takšno ime? Oziroma, zablojena generacija. A je bila še kakšna druga opcija in kako to? V bistvu najprej je bil dansko ime benda, je bil v angleščini, je bil The Stray Generation, ne? Ok. Pol je bila pa dansko izpeljanka. Ste bili kaos. Tudi, bilo nekaj na tako nomiči zelo kratko obdobje. Ampak pa ta zablojena generacija se kar nekako ustalila. Dobro je bila sprejeta med folkom in dansko vzej, kalje za nazaj. Dansko smo se zanadili ful preko nekako, za moje pojme dobro ime, zato ker dansko deluje skozi desetletja. Ja, zablojenci. Mi smo vam zmeraj rekli zablojenci, niti ne še generacija. Pa tudi jaz dansko vsako generacijo dojemam kot zablojena generacijo. Ja. Se pravi, naša, vaša, te, ki zdaj prehajajo, dansko vsaka po svoje zablojena. Lahko bi imeli tudi hujši imena, ker punk je bil znam po takih dost slikovitih. Tukaj se bom pa vrnil lih na tesno začetek, ker smo prej govorili o nekih pestosih, pa remonsih. Mi smo bili še zmeri tak neke dnežne duše v sebi. Se pravi, smo stavili na melodiko, na neko še en drug moment, kukar punk
prenaša, ne? Nismo bili surovi nikoli, oziroma smo bili glasni, nismo bili pa nikoli surovi na način s Pistolsov, ne? Ja. Ja, smo še zmeri na drugi strani taki, ko povem. Prijazni. Ne. Tudi prijazni, tudi polžo pustimo Niste na cesti. vandali, no dajmo tako reči, ker zelo doskrat se je po mojem zaradi Pistolsov in podobnih panka prijelo to, ne, razbijati, razgrajati, Prizvok huliganstva v bistvu. uničevati, točno tako, ja. Ja, sem so bili različni bendi. Ja. Tukaj skreneš s poti v bistvu, kva ne bi bil punk. Se pravi, punk je neka angažiranost, pa da verjameš v en boljši svet, in to je to. Ja. Najlažje je uničevati, težje je zroditi. Tako. Ja, točno to imate prav. Kako pa so doma, ne mislim doma, to smo že, ampak kako je Idrija sprejela vas, ko ste že uspeli? Se pravi, a se je okolica spremenila do vas, ko ponavadi pride do tega, ne? Ali je vse ostalo isto? Ste za njih pač zmeri pobi iz domači, sosedni in tako? Jaz si mislim, da smo še zmeri pobi iz ene Idrije, se pravi, da mislim, verjetno te drugače dojemajo, zaradi tega, ker pač se pojavljaš okrog, mislim, da pa dansko, da so tudi ponosni na nas, da smo to, kar smo, pa da ustrajamo pri temu, pa da imamo neko rdečo nič že, ja, letos 30 let, oziroma lansko leto. Lansko leto. Ja. In da se nismo, breku, pustili kakršnikolim drugim vplivom, se pravi, da smo ostali še zmeri to, kar smo. A so doskrat prišli, bom rekla, vplivi ali pa mogoče kakšni pritiski, da bi se spremenili, bom rekla, čisto direktno, da se prodate za kaj? Kako je križariti med tem? Mi dansko, ko smo dansko spoh stopili v neko malo večje čevlje, smo bliže zgrajen band. Se pravi, mi nismo bili tisti, ki jih je nekdo nabral na kup. Mi, da, se pravi 2001, ko je šel ven Positive Vibration, pa ki je prišel tisti prvi velik boom zablujene generacije, smo pri tem imeli že narejene 3 albume. Se pravi, mi smo že koncertirali, mi smo bili že kot band narejeni. Ja. In to je bilo, rekel, samo ena taka logična nadgradnja vsega skupaj, kar se je zgodilo. Ne? Se pravi, smo bili tudi že dansko malo podučeni, kva to prinaša s sabo, in se nismo pustili, da bi kdo preko zelo manipuliral z nami. Ja, a pa Dregljaji so pa bili v ta smer, ja. Mislim, pričakuje se, da nekdo uspe, ko začutijo, da je vroča žemeljca, valjda ga provajo dobiti, ne? Zato sem to vprašala. Je bilo kaj takega po Emi? V bistvu bilo je za nas bolj predemo, preko tisto stresna situacija, zato ker v osnovu smo mi razmišljali, da pač Ramon je imel komad, kdo hoče plesati z menoj, ker ne bi ga šli zaradi zafrkancije predstaviti na melodije Morja in sonca. Okay. A ne? Pač itak logično razmišljanje, se pravi poletje, morje, zabava itd. Ja. Dare Kavrič je prišel na idejo, ok, zakaj ne bi tu šli pač na en festival, ki je malo bolj odmeven še od tega festivala Melodije Morja in sonca. Sam ga pejte na Emo, a ne? Itak je rato ta komad, potem malo v drugačni verziji. In mi smo se dansko takrat obremenovali s tem, kva to za nas prinaša, ne? Ok, mi smo bili neki punk rock band, ker smo imeli en svoj pogled na celo situacijo, to je bilo pa zelo drugače od tega, za kar smo bili mi navajeni, ne? Se pravi, mi gremo zelo neki tak gledamo, v čisto neke druge vode, ne? Ampak ja, pač očitno, ne vem, imamo to vse, da smo v momentu zajahali tega konja in se začutili, da to nam leži, ne? Da je pač ta zgodba v končni fazi, kakorkoli vzameš, je bila zelo iskrena. Ja. Tukaj se je ogromno nekih zgodbic, nekih razmišljanj iz tega ven razvil in kar se je zgodilo po Emi, je bil dansko prav tisti bumerang, ki ga vržeš, ker nas je prebil, ki je prišel nazaj, se pravi, da je ratalo to še večje euforije z vsega skupaj, ne? Se pravi, smo ratali bolj prepoznavni, lažji dostop smo imeli do nastopov, kar je point benda, da nastopa, a ne? Se nismo zapirali neke prostore, se pravi, da smo šli naprej. Ja, komad je bil Fodorov sprejet takrat, ne? Mislim, da je bil tretji ali neki tacka po vseh teh glasovih. Tam nekje. Tam nekje, ne? Tam nekje. A pa ste dobili očitek na ta račun, ne? Stari, vi ste punk rock, pa greste na Emo, ker Ema že takrat zlat komad. Jaz sem še celo ponosen na to, ker dansko je bilo leto ali dve zatem, ker je ogromno nekih slovenskih bendov, ker je bila neka Ema, ker se je takrat predstavilo na temu festivalu. Se pravi, ne vem,
mogoče smo bili mi neka ta prvi band, ki je to odprl, tudi ta način razmišljanja, da lahko tudi neki drug živelavljen band. Že sestavljen band, ja, pride na emo, ne samo Pa novi jaz bi dodala izvajalci. predvsem žanrsko drugačen band, ne? Ker pač je bil prej, bom rekla, oziroma zmerno v glavi nek pop in potem se mi zdi, da so začeli prihajati tudi drugi žanri, ko so konc koncev na Eurosongu tudi zmagali. Ne? Če pogledaš Lordi, Måneskin in tako. Mi smo se takrat že v savnah pripravljali, da gremo na Finsko, ampak nam ni Žal ni uspelo. Ej, veš kaj, nikoli ni prepozno in če bomo še imeli, a bi se še enkrat prijavili? A bi šli še enkrat v to? Mislim, bom rekel, zarečenega kruha se ne več poje, ampak moj pogled ta moment je tak, da je toliko lepa, toliko iskrena izkušnja je bila, da ne bi še enkrat hotel iti sam zaradi tega, da ponoviš. Ne. Ampak nikoli ne reci nikoli. Ali? To se je ful dobro zavarovati, ja. Ker to dodaš zraven, pol je vse čist drugače. Kaj pa vi še kaj v življenju delate? Ker ni samo muzika, ne? Ne. Primož Tebre je v bistvu kar dobro poznat, no. Bi jaz rekla. Mislim, mi imamo dansko vsakdanje službe, kot vsak povprečen Slovenc. Imamo družine, vsi 4 v bendu, tako da... Ti si zavarovalniški agent? Tudi, ja. Tudi si rekel? Ja, a si še kaj drugega? Glasbenik. Predvsem so oče 2 otrok, se pravi Julija in Andraža. Ja, sem član Zablujene generacije, ker zame Zablujena generacija tudi ena familija, a ne? In pač za preživetje se pa ukvarjam z zavarovalništvom, ja. Rada bi tlela dodala, da to, da vidva zdaj sedita na temu kavču, ne, govorimo o položaju slovenskega glasbenika, dva sta danes mogla vzeti dopust, predvidevam, ne. Ni tako enostavno, kot ampak za tak podcast, kad ga delaš, ti so si ga z veseljem vzeli. Ja. In to cenim, ampak se pravim, je pa vsakič mam je težko, ker vem, da ne, prvo naredite ful dolgo pot, ne, vzamete si dopust, kakorkoli in zelo cenim to, no. Absolutno. A se vam zdi, da je kaj boljš, da se izboljšuje nasploh položaj glasbenikov v Sloveniji, ali caplamo še zmer tam, ker smo včasih? V bistvu mi smo zdaj toliko na začetku ene nove poti, da ti težko komentiram to, a je kaj boljše ali kaj slabše. Dansko, ja, mi smo se letos ali na srečo ali na kva, smo prišli do neke pozicije, ka imamo res same take sladke nastope. Se pravi, da bomo res lahko vsak koncert uživali temu, kar počnemo. A je bil zdaj ta prvi, bom rekla, comeback Rožnik? V letošnjem letu, ja. Je bil? Ja. Kako je bilo? Fenomenalno. Kaj se je zgodilo notri v telesu, ko ste šli gor? Ja, a podoživiš to vse nazaj? Vsak koncert se je pri meni, mislim, domnevam, da tudi vsakmu, kamu je mar, koliko bo nastopil, je, da je določena mira živčnosti, ti se tesnobe je pred koncertom. Pač češ, da je dobro izpeljano, tu češ, in ko priješ na oder, ko vidiš, da ti začne jet, ko vidiš energija, ko prihaja od folka, si pa rečeš, zato to delam. Zato se pač odpoveduješ prostemu času, zato treniraš, zato špilaš. Ja, res je dober občutek, dansko, ko se zgodi tista kemija, pač, ko gre za res, ko te odnese. In dansko, med koncertom se doskrat se zalutiš dansko, da res zaplavaš z vsemi čutili, kar jih imaš v neke druge sfere. A ful uživaš biti frontman? Ker to je kar naporna stvar. V bistvu, čisto po pravici povem, mi smo imeli dansko, čisto na začetku nisem bil frontman. Še veš, koliko jih je. Ja, smo imeli pevca in potem po nekih naključjih, ko se te pač poti rašle in ko tista želja po ustvarjanju je bila tako močna, takrat sem tudi že neke tekste začel pisati in ustvarjati in jasna, logična posledica je bila, da sem prevzel tudi mikrofon. Zdaj, ja, itak, da uživamo v tem, kar počnem, se to se vidi verjetno. To se vidi, ampak lahko ti prevzameš neko drugo vlogo, ko priješ na oder, ne? A veš, postaneš en drug Primož. Preklopek. Ne, to si pravi dansko, da Primož je pod odrom, je ena zgodba, na odru je druga zgodba. Se pravi, ja, takrat, ne vem, kaj bi neki preklopu drugače. Po mojem si vsak glasbenik se iz mal straha pred nastopom zredi nek alter ego za na oder.
Kaj malo lajša prehod. A ste imeli kdaj kakšne slabe izkušnje z oboževalci? Da so se mogoče oboževalci, da so preveč zaplavali, preveč se sprostili in padli v vaš koncert? Jaz lahko rečem samo pozitivne stvari okrog naših oboževalcev, ker so zelo, ne vem, kako bi temu rekel, prijazni. Ja. Se pravi, uvidevni, se pravi, ti pustijo prostor, se pravi, niso nadležni. Mi je pa ful dober moment, zdaj smo spet šel nazaj pa na Ramona. Bili smo v Velikih Žabljah. En zadnjih, verjetno, koncertov, ki se je tam to sploh dogajal. In ko se je zgodil moment, jaz sem si predstavljal, da grejo Beatli na oder. Ker je Ramon stopil pred publiko, je bila taka euforija, punc, fuck, ono sam, a to resno se dogaja. Res, to je en tak klik, ki bi ga šklocnil s fotoaparatom, je to. A on bil srce benda? Ja, definitivno. Je on bil tisti, ne vem, ustvarjalni navdih, je on prihajal, ne vem, s pesmimi, z idejami? Predvsem je imel on Karizma. On je bil tudi na odru, je bil tak en povezovalni člen, se pravi, ko se pač skozi koncerte se ta kemija začne dogajati, ko si ti enkrat navajen, eden na drug, točno veš, kaj bo nekdo naredil, točno veš, kaj bo naredil na bobnih Igor, kaj takrat naredil Ramon, kaj naredi Hanson, počas tudi kaj naredi AG, se pravi, naš novi kitarista, ne? Kaj se enkrat band v bistvu res tukaj pozna med sabo, pa je to pač užitek. Koliko je bilo težko sprejeti, da ga ni več? Da ga ni več kot brata, bratranca, prijatelja, člana benda? On se ni nikoli jezil. Ja. Sprejmeš pa tega, itak nikoli ne. Po svoje si skus malo jezni na življenje, da se tako zodi. Tak da. Če bom daj sprejel, bom povedal, kako sem prišel do tega. Ja. Mislim, to je bilo težko sprejeti tudi nam, no, kaj šele vam, ne, konc koncev. Ampak mi je pa všeč, da v bistvu nadaljujete, verjetno bi on tudi hotel, da se zgodba nadaljuje, ne? In ste se odločili, da boste šli naprej v tej smeri, ne? Ja, jaz bom rekel, tak en zadnjih, momentov, ko sem se podružil z Ramonom, mi je on rekel, pač držite skupaj, ne? To je bil pač en tak moment. Itak, lahko je reči, oziroma en tak, kako bi temu rekel, danes, kar gledam za nazaj, je prav, da smo se odločili, kar smo se odločili, ker lih pred tem podcastom sem se pogovarjal s Hansonom, je rekel na ta način, da mi to delamo naprej, tudi spomin na Ramona živi. Ja, se to sem imela v mislih, ja. Ja. Po drugi strani pa tak, jaz sem devica po horoskopu in jaz bi živ pač v karieri, kar smo delali, 10krat že zamazal. Kaj šel no ima Ljoša z benda, bi jaz zamazal. Kaj je bilo korona po sebi, jaz že spustil vse z rok. Pač, ja, ampak na srečo, no im so drugi bolj fokusirani, kar se tega tiče, pa da je treba ustrajati in da gremo naprej. Kako je pa prišlo sploh do tega, no, da ste se odločili gremo? A ste se tako, ne vem, družili, pa je prišla ideja, od kje druge, od vaših domačih prišla mogoče? Se ti boš bolj povedal, ampak ideja smo imeli že cel cajt, da pač bi bilo treba narediti neke vrste tribute koncert Ramonov. Po se pa nekako poklapalo s tem, bo že Primož Pojka se do njega pristopil, tako da, kako je sledilo pol. Ja, v prvi fazi gre tukaj sigurno zahvala Jerneju Kenda in festivalu Gora Roka, ker po slovesu Ramona je prišlo eno obdobje dansko, ker vedeli smo, da pač na način se moramo pokloniti našemu članu, a ne? In na srečo nas je poklical Jernej, se pravi, oni imajo dansko celo infrastrukturo, se pravi, tam bi se da narediti kvalitetno celo zadevo, če bi to pač probali narediti na ta način v domačem kraju, je to pač praktično nemogoče. Je to dansko stroškovno in vse pač potegne... Tudi prostorsko verjetno. Ja, tako potegne za sabo. Tukaj je bilo pa pač za to vse poskrbljeno, se pravi, skrbi s tem nismo imeli. Kar je bilo za nas
takrat, rekel, izziv je bilo samo to, da se sestavimo do te mere, da mi to lahko gremo narediti, ker dansko pred tem zablujene generacije, verjetno kar že 4 leta dansko je bila čisto neaktivna. In potem ko smo enkrat mi rekli, ja, gremo v to, itak prve vaje, ki so drugačne, zato ker pač band ni več isti. Se pravi, v petek vidiš prostor, kjer je nekdo stal, kjer smo se dobivali, ga vidiš na tistem mestu, a ne? Počas, ko se začne zadeva, rekel, ta stroj, ko se je začel, rekel, ko je bil čisto zarustan, ko se je začel nekako spet spravljati v pogon, ok, nam je bilo lažje, a ne? Itak sam nastop je bil še za nas še zmeri veliko breme. In po tem nastopu je mogel še zmeri preteč kar nekaj vode, da smo pomenili danes v tistem feelingu, ko smo začeli pa dansko spet nazaj ustvarjati. Se pravi, da mi smo letos spomladi pripravili muziko, ker če bo prav, bo tudi slejko prej ugledalo luč sveta, ne? Ja, to se nekako napoveduje, oziroma se tudi, bom rekel, pričakuje z naše strani, ne, da bo nekaj novega. Kako pa pravzaprav vi ustvarjate? Na kak način delate muziko? Zdaj smo malo drugačen pristop ubrali kot v prejšnjih letih. Nazaj smo šli k osnovam. Včasih smo pač prišla ideja na vaje in je dansko band razdelal in dansko smo prišli do nekega demo posnetka. Ja. Po Positive Vibrationu se je to dansko začelo ustvarjati zelo individualno in to je nekaj časa pilo vodo. Po je pa to dansko se ni več obrodilo nekih sadov. In zdaj smo naredili en totalni cut tega in dansko smo šli spet nazaj k koreninama, ne? Bile so ideje, bili so neki teksti, ki so nam zelo važni in dansko na vajah smo si razdelili vloge in zadeve so se kar same postavljale. So najbrž je razlika, ko ste ustvarjali Kamulci, govorimo o pogledu na svet in o lastnih izkušnjah, ne? Kaj pa recimo zdaj, ko ste očetje, ko ste toliko starejši, ko ste doživeli tudi hude izgube, ne? Ja, definitivno se kališ skozi celo življenje in dansko tudi pogled na svet, se rekel, kot mulci je dosti bolj neobremenjen. Kot danes, ampak probamo ohranjati, rekel, tisto našo poslanstvo, se pravi, da smo band, ki predvsem razveseljuje. Positive Vibration. Tako. Točno to. En fan je vprašal, je rekel, se nekaj tako, Nate Schmidt-Drgač, ti si full fan, kaj bi ti vprašal, veš, tako, jutri imam na podcastu pa to. In je rekel, a so Liza, Patricija pa Mile resnične osebe? Definitivno so. Se pravi, črpate iz lastnega življenja, ni tle neke strašne domišljije. Mislim, jaz vsak kraj, ko pridemo, iščem tist vogal ulice, kjer piše jaz te rabim, moja mala. Ja. In ga najdeš. Pa kdaj zmanjka tega, pa pomagajo to drug? Tudi Patricija, na primer, ne? Ja. Mislim, da ful punc rado fantazira na različne načine. Ja, vaš videospot Superboy bi lahko kar nekaj usporedenc mogoče potegnili za ameriško pito? Tudi takrat je bilo v bistvu v tej smeri zastavljena zgodba, čeprav itak, ja. Je se opadlo, ni bilo pa lik posledično. Mislim, mi smo šele čez čas pol dansko skus prije za nami. Ja. Marskišna stvar. Kaj narediš in pol povrneš, opa, a ne? Letos, ko je prišlo v najava, ne, da ste nazaj in da se obeta novembra ta koncert, je dobesedno eksplodiralo vse skupaj, se mi zdi, in imam občutek, da je tudi vas verjetno malo presenetilo. Ja, mislim, mene je. Jaz sem take vrste človek, da ne pričakujem veliko, tako da ostali pa nekako so dojemali tu. Ok, kaj ste realno pričakovali, da bi se zgodilo, ko ste dali ven ta podatek, ta info? To je kaj ena taka skrinica, Ja. ki je bila dansko, ki je na mestu stala in zdaj smo to skrinico mi odprli in smo pogruntali, da kljub temu, da nismo bili zadnjih 15 let prisotni v nekem medijskem prostoru, se pravi, da bi se nekaj oglaševali, da bi, ne vem, oznanjali, kaj počnemo, smo pogruntali, da je rekel ta naša dediščina, kar smo naredili iz vsemi albumi, ki smo jih pač izdali,
da so tukaj kar naenkrat neke generacije, ki dansko niti niso bili še na naših nastopih, ki nas niti v bistvu živo niso nikjer še mogli videti, da so zrasle in da so to ne za neki novi 20-letniki, 25-letniki in rekel do osnovni šola, pa še niže. Pa pustimo une generacije, ki so nas poslušali, se pravi, da je rad tudi ten hud razpon enih, bom rekel, oboževalcev, ampak ja, enih ljudi, ki jim je zablojena generacija pri srcu. Jaz vem za zihar, da v drugem razredu osnovne šole v Idriji veliko učencev posluša zablojeno generacijo. Jaz bi tudi rekla, no? Da to če kje druge, ampak ja. Pa verjetno je kakšen tudi nastav v vaši muziki, ne? A mogoče veste, če je. Zdaj z prvo roke ti tega ne morem potrditi, ampak sigurno pa... Mislim, glede na to, da mi doskrat v koncertih smo tudi malo zaveščamo, a ne? Sploh pri Metuljčku, kaj zdaj igramo in polagamo vsem prisotnim in pa vsem tisti, ki so prisebni, da ne letijo varno skozi noč. Što lepo. To je zelo lepo povedano, da mislimo, da še malo zaveščamo. Se pravi, to se bo verjetno dogajalo tudi v Media Centru, boste povedali, ozaveščali, kjer se bo zgodil ta hud žur. V bistvu ne, Media Center pa ne bo rastur do konca, ja, brez zavor. In ja, točno to. Kaj mi lahko poveste o temu koncertu? A boste sam vi, a bojo tudi kakšni gosti, a bojo konfeti padali, a bo ognjemet, ne vem, tako da vemo približno. Razen, da boste vi gor. Ja, zdaj torto rezati za kapaciteto, kakor ima Media Center, bo malo težko. Ampak tudi to smo počeli že v preteklosti. Mi smo bili v... Ortobaru. Ne, v Ortobaru smo bili. Takrat smo mi dali album Mi smo stare pizde ven, v samo založbi, ker pač takrat se tudi ta sistem iz založbi se je podaril. In naš album je šel odlično v prodaju, 14 dni. Po 14 dneh je prišel na pač zelo glasno Star Parties in je bil v zelo kratkem času zloden 3000-krat. To je bilo za takratne razmere že, rekel, neke vrste nagrada strani založbe, če bi se to prodalo. In itak za jebancija in mi smo si podelili zlato piratsko plato. Sami sebi. Se pravi, smo tiste majčke, torto smo pripravili, povabili vse fene, ne pridejo na ta famozen dogodek in dansko smo tudi stregli tortice obiskovalcem v Ortobaru. Ok, ampak se vam zdi, da bi bil to problem za Media Center? Se ne, da vi režete torto, a ne? Lahko to režemo, zakaj pa ne? Tuk pa nimate časa, po moje. Če bom jaz rezal pred koncertom, zna biti, da je pol nov koncert. Ne, ti ne. Ti absolutno ne smeš. Ampak se veselite tega? Mislim, a vam kaj živci dela? Ste kaj nervozni ali je to ona pozitivna nervoza? Ne, ful se, dojemamo, to je življenje. Šli bomo v Ljubljano, oziroma prišli bomo v Ljubljano in tukaj naredili razfuk. Ja. To je to. Je pa tis pozitiven drmr noter, kad si rekla. Ja. A se vam zdi, da je prav, a da idemo reči lani, seveda tudi letos, da punk rock doživlja en ponoven revival? Govorimo o temu, se pravi, da ste vi nazaj, govorimo o temu, da so Elvisi izdali plato po 10 letih. Imaš na drugi strani Alo Stari, ki tudi na polno hara po celotni Sloveniji, ni samo omejen, ne vem, na Štajersko, da je ful enih novih punk rock bandov tudi vznika povsod po državi. Ja, zanimivo, mislim, pohvalno. Se vam zdi, da je to povezano mogoče tudi z dogajanjem v družbi? Ker punk sem jaz zmeri razumela kot odziv na dogajanje, ne? Kot kritiko, res in your face, kaj je narobe svetu. Mislim, mene je predvsem zanimivo to, ker dansko je nasplošno se scena, sploh ta kitarska scena, ki smo že par let nazaj dansko, da pač je bilo nekako že kar dorečeno, da pač ta muska izginja. 20 let nazaj razlaga, da je te kitarska glasba mrtva. Da tega ni več. Zdaj pa pogledaš dansko vse splošno, kot se je rekla, v temu žanru, približno, kjer smo mi, se dogaja neki revival. Po drugi strani imaš pa neko plejado bendov, ki so se tudi zdaj predstavljali v Ljubljani, teh mladih ustvarjalcev, ki so polni energije in ki jih gledaš, dansko dobiš res občutek, da na isti način, kot smo mi takrat dojemali, oni dojemajo ta sveta, ne? Se pravi, da uživajo temu, kar počnejo in se imajo fajn.
To vam moram vprašati, zdaj sem se spomnila, ko ste prišli na Rožnik, ko so bili gor, točno tek sem jih naštela, ne? Pa so bili Elvisi, pa mislim, da je bil Pix Parlament, pa kako so vas oni sprejeli spet na odru po backstageu, no? Kako je bilo to srečanje? Ker valjda se poznate že odprej, pa ste... Nažalost, veš kako je na teh koncertih, je nažalost tako, da pač vsak se fokusira na nek svoj del, ki ga mora opraviti in dostakrat zmanjka časa za neko tako prijetno druženje. Jaz upam, da bo pač pa v prihodnje kakšna taka prilika, da se bomo kaj podružili, pa se videli. V bistvu se niti videli nismo. Ne, se hec, res? Ne, res. Sem čakala, huda zgodba. Veš, to zdaj ti prihodi na prizorišče, pa mi smo bili že na odru. Pa daš vem, da je ful padlo. Ja, in pa se to kar nekako porazgubi. Pridejo prilike, ko se podružiš, prije pa doskrat, ko se zgodi, da tudi v backstageu se ne vidiš, pa ne srečiš eden z drugim. Okay. Če ne, jaz naredila eno srečanje, pa vas bom vse sem povabila. Vse, ki ste že bili gostje, kakorkoli, ne. Ej, a obstaja slaba glasba? Slaba glasba za tebe, pač, da nisi razpoložen, verjetno... Ja. Vsaka glasba verjetno najde poslušalca, prej. Se pravi, ni ono, veš, kar rečejo, jaz poslušam dobro glasbo, ja, vsak ima svoje neke kriterije, ampak tukaj eni žanri zelo hitro so okarakterizirani kot manj kvalitetni, dajmo tako reči. Jaz bi rekel, poslušaj, kar ti paše, s tem nobenemu ne škodoš. Ja, točno, to se strinjam s Hansonom. A poslušata vi dva muziko, v kateri sta, tudi aktivna kot glasbenika, ali imata še kaj drugega na playlisti, ki vaju recimo pomirja ali pa motivira, naspidira? Ne, definitivno nismo samo v tem, včasih moče smo bili pač večji podarek dali na to, kar pač smo tudi ustvarjali in oziroma na bende iz izga žanra. Zdaj pa doskrat bi rekel, je čista relaksacija, neka radijska postaja mogoče, ampak nekaj nasplošno, da je neka muzika v ozadju, kaj ti bi rekel, nekak tisto tišino razbija malo. Razbija, ja. Pa te muči tudi dansko, kad nekaj slišiš nekaj novega, kad ti je muči zanimivo, pritegneš neko uho, pa poslušaš. Ja. Kaj pa zadnji koncerti, ki ste jih obiskala? Ali pa da so vama bili ful dobri, tako? Iron Maiden, Praga, Zakon. Top, ok. Jaz sem pa, kar se tega tiče, zelo neaktiven. A ne hodiš po koncertu? Ne, v bistvu jaz, kar nismo z bendom na terenu, sem zelo tak, v bistvu sem bolj vase zaprt. Si poraš doma, pa to? Ja, v bistvu imam pač neki drug mir iščem, neke druge načine sproščanja, kakorkoli, ja. Ok. Kaj ta mali poslušajo? To je zdaj tako fodor, ko ponavadi vprašam tle in rečejo, ja, pač čist nekaj drugega, ne, kakor recimo ta stari. Ja, mojega tomovega nikakor zlaga, da je veliko prijatelj jih posluša zablujena, ampak on posluša samo z Melko. Ok. Dobro, sej. Tudi dobra izbira, absolutno. Zelo. Ja. Se smo jaz predstavil. Je pri meni dansko, ja, sta sama prišla tega, da ima je zablujena cool. Zdaj od ostalih bendov se mi zdi, da sta pa zelo tako žanrsko odprta za vse variante. Da pa so otroci pogruntali, da ste vi pač poznani, da nastopate, da imate koncerte, da imate fene. Kako je ta moment zgledal? Se mogoče bo ta moment zdaj še se pri mojemu šele prišel v Idriji, ko bo prva prilika imel, da to živo. Ok. Da bo model, kako bo sprejel. Ja, meni se je ta isti moment zgodil na Gori Roka, ko smo imeli koncert, da sta dansko prvič videla fotra na odru. Se pravi, pač je to neki kulturni šok. Ker ne teži, da je pa sprav doma. Odlično se mi zdi, in isto se je zgodilo pri Igorju, ne? Njegova dva fanta tudi v bistvu niste imela prilika, ne? Imela stara Mona, ker je bil priden, in imel hčerkice, ki sta tudi že včasih hodile z nami na koncerte in sta nas lahko spremljala, v backstageu ali pa na odru, ne? Ja, prva hčerka je bila pri enem mesecu že na Rokotočcu, ko ste špilali. Ja, tako da ja, naši, se pravi od Hansona, moje, od Igorja, so pa dansko to v zadnjem času občutili. Ampak je tako pozitiven odziv, ne, od vseh? Jaz si mislim,
Kako fajn se jim zdi. Da se jim zdi fajn, da ko dela fotora, ne? Nekaj vas moram še vprašati, kako je zdaj s temi Aliči? Kako ste vi se zdaj to vsi neki prepleteni, neki povezani, tako prav, a veš, tako rodbina Valič, kad tudi ne veš, kdo je komu, stric, bratranca, ono drugo. Jaz lahko v 3 stavkih obrazložim zgodbo. Idrija je taka kotlina. Skozi Idrijo teče reka, ki deli Idrijo na levo polovico pa desno polovico. Jaz sem edini, ki sem prišel iz leve polovice Idrije, v goste, se pravi, na desno stran, k Hansonu Ramonu, ki sta brata. Prvi basist je bil z iste ulice. Z Unga brega. Na desni strani brega. Drugi basist je bil že malo bliže ti hiši, kjer sta Hanson pa Ramon doma. Igor je pa tudi bobnar iz iste ulice. Se pravi, to je dansko bend iz iste ulice. Pa je novožen iz... Pa sem jaz novožen. Iz drugega brega. Ja. Ampak si iz brega, nisi iz drugega kraja. Ampak zdaj tudi AG, ki je pršel dansko, je spet iz desne strani Res je. brega Idrice. Ampak vi dva sta bratranca, ne? Ja, dva sta bratranca, okej. Ostali pa ne? Ali kako? Ne. So sam z iste ulice? Ja. A ste kaj tudi... Igor se je zabaval, je rekel pač 3 Aliči pa en seljak. Čakaj, a ste tudi kaj slučajno z Vanjo Aličem? Ne. To pa ne. A pa se vas verjetno to vprašali, da je ne? Meni je pa ta prva asociacija, da je pač je tudi Gorica, unikonc, ampak vseeno. Ne, da bi vedeli, no. Ne, da bi vedeli. Ok. Mislim, ena zgodba o Aličih je to, da je dansko, ki je prišel en tip gor na vrh hriba, ne, oziroma... Se Turki, ko se... Ja, Turkija, ne, pač. In ki je videl tam pač mehlo, ne, je vzel brisačo in se je šel kopati. In ta je prstal v Idriji. Vsi ostali Turki so se obrnili vojska in se šel pokopati, ja. Sej govorimo verjetno o eni drugi Idriji. Ker te tako, veš, vsak ima svojo Idrijo. Vsak del Slovenije ima svojo Idrijo. Zelo lepo se je pogovarjati z vama. Videli vas bomo tudi na festivalih, a ne? Na Keslu boste letos, a ne? A greste kaj na punk rock pogledati? V Tolmin? Ti si bil v preteklosti, ne? Bil sem že parkrat, ja, zdaj, odkar imam otroka, malo menkrat, ampak ja. To ni, lahko še zmeri vzameš otroka sabo. Slušalke gor pa piči, ne? Mogoče. Mogoče pa res. Jaz pa malo line-up pogledam, pa se pa odločim. Kako se sproščate, prej si omenil, kaj še delate v prostem času, ko niste v bendu, ko niste na terenu, ko ne zavarujete ljudi okoli, kaj še delate za svojo dušo? A se ful družite privat tudi? V bistvu smo bili taki eni samotari. Ma res? Ja, tako v bistvu vsak zase, ne? Ok. Ja. Jaz, če pogledam, sebe, ne bom komentiral drugih, ampak ja, dansko meni ful, briko ti se odklopil, briko ti za tedna, jaz sem ful pač narava, itak naredite svoje, se pravi, ne vem, da greš sam, pač uro pa pol, neke, briko aktivne rekreacije, a je zdaj to pač v zimskem času, mimo pač tistih hribov, kar jih čez se lahko zmišljuješ poti, kamor kolih pač čez zaveta, ne. Zdaj me pač dosti navdušuje kolo. Kakšno? Cestno, gorsko? Dansko nikoli v življenju nisem imel prilike biti na cestnem kolesu, zdaj sem sedel na njega in zdaj pa že kakšno leto Nehi. mi je ful izziv. Pa dobro, se vi imate tega hudega kolesarja z vašega konca, ne? Recimo, se pravi, a teren imate pa tudi dober, ne? Vse te... V bistvu vse imamo samo ravninne. Ja. Če se naučiš kolesarce, moraš naučiti gorske etape v Idriji. Ja, točno to. Kaj pa ti? Kakšna posebna na svet, kaj recimo še lahko počnemo? Jaz sem tudi na kolesu, sam nisem na cestnem, sem na... Ja, kolo me sem malo pustil v zadnjih letih, ampak ja, narava predvsem. Mahari hitro hoja v hrib, ki pri nas so taki, te hitro trudi, tako da... To ni problem, ne? Ja, tako da ne rabiš veliko. Ampak se rabiš, ne, verjetno malo kondicije za nastope. V bistvu pride prav. Za vaš tip nastopa, tako? Sploh pa se službe sedeče že, tako da... Ja. Pa glede na leta, ok, zdaj, ki si star 20 let, pa če je to vse samoumevno, ne? Zdaj pa, se pravim, ja, težko bi bilo. Koliko časa traja regeneracija? Odvisno, da priješ domov. Naslednji dan si mrtev, po si skurjen, po si pa že skoraj to prav. Dobro, to je pa res hudžurno. Če je res hud, je. Ta je res hud. Zdaj se bolj pazimo. Se bolj, ne? Imate še kakšno, bi še kaj rada povedala, kakšno sporočilo, ne vem, zdaj, ko bom nekaj, ko ste nazaj, ko ste videli, kako lepo smo vas vsi sprejeli, s kakim navdušenjem? Mislim, jaz bom rekel, pač, da je pač, ja, treba je verjeti v tisto, kar počneš v življenju,
pa bilo kar počneš in biti ustrajen. To je zelo dobro, tako da ne bi pokvaril. Veš, kako je naredil pa tako? Ponovno to je še on, ki še take bolj modrosti povi. Ne, Ja, v redu si. čeprav si ti starejši. Ja. Tako da, zanimivo. Še enkrat hvala, ker sta prišla, želim vam čim krajšo pot domov in absolutno se vidimo ne sam v Media Centru novembra, ampak se bomo videli še kje druge, tako da definitivno še kakšno spijemo, sicer kakšnemu drugemu backstageu, ampak bomo. To je bilo fajn, ja. Hvala ti. To je Radio 1 podcast.